Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Kot obljubljeno, ogromno se bo dogajalo, ko rečemo kraljica športov, atletika na naših čudovitih Poljanah in iz atletskega kluba Poljane danes zjutraj z nami Sebastian Jagarinec. Dobro jutro. Dobro jutro vsem. Dobro jutro. Dobro jutro. Pritekel na intervju, ne? Ne, s hojo. S hojo, ampak malo izpostavljeno, verjetno. Ne? Ja, sem gledal na uro, ampak ni bilo potrebno. Ni bilo sile. Ne, ni bilo potrebno. Okay, atletski klub Poljane, kak je kaj ta sezona, kako kaj ocenjujete, delate seveda dobro, absolutno, o čemer priča tudi število novih vpisov in otrok, ki jih imate v atletski šoli, pa vendar. Mogoče malo. Ja, v bistvu smo za zimsko sezono, ki se je 2 meseca nazaj zaključila, bili zelo zadovoljni. Bilo je veliko osebnih rekordov, novih mejnikov, tudi število kolaj na različnih prvenstvih, od pionirskih do članskih, je bilo lepo in veliko. Tudi lani smo imeli zelo, zelo uspešno sezono, kar 5 naših atletov je nastopilo na večjih mednarodnih tekmovanjih. Bodi si Evropska prvenstva za mlajše člane, starejše mladince, sedaj pa seveda vizija kluba pa cilj je čim prej dobiti vsaj enega za štart člana na velikem tekmovanju. Smo na dobri poti. Delamo, se trudimo in verjamemo, da bo to že zelo, zelo kmalu v zelo skorajšnji prihodnosti. Resno, opala, to se sliši kot nekaj, ne? Da bomo seveda zelo veseli, da bomo na teh Grand Prix ali pa celo na Diamantni ligi kdaj gledali atleta, ki je iz Maribora, ne, da ne bomo čakali samo, da bo Čeh prišel, ne? Na vrst pa nič narobe, Kristjan je legenda. Ja, ne, iz Podvincev, ampak vseeno prav iz Maribora, ker vemo, to je skoraj tako, da bi se zdaj pogovarjali, da gre nekdo igrati v Ligo prvakov, če ne še težje, ker gre za individualni šport. Pri atletiki, mislim, to je garaštvo, talent, pa še to nič ne pomeni, ne, za res. Res je krut svet številk, vse se vrti okrog tega, kaj ti na ekranu pokaže, za tem, kaj pa je na zaslonu, pa za tisto eleganco, ko jo potem gledalci vidijo ali v živo na stadionu ali preko ekranov. Stoji ogromno dela, v bistvu cel skupek, ekipa, ni to samo trener, atlet, to je maser, fizioterapeut, zdravnik, psiholog, športna prehrana in tako naprej. Vse za tistih par stotink, ne? Cel servis. Ja, cel servis. In to je, mislim, ker se veš, ne bolj pogledaš, ja, pa spomniš samo teh velikih imen, pa rečeš, ja, lepa Usain Bolt, pa kak je on letel, kak te na more, se pa te razdalja ista. Ne, ampak to je... Ja, to je vrhunstvo, je pa res, ne, atletika ima tudi svojo prednost, atraktivnost in definitivno si vsi želimo, da atletiko čim več ljudi spremlja, sploh pa v živo. Ja, res je, v živo je to nekaj čist drugega in sploh, ko so ti, recimo, ne vem, polfinalni, finalni teki, ko se pripravijo, ko je totalna tišina na stadionu in si prav živčen, kaj zdaj bo, zdaj bum, oni strelo, kdo bo hitro, kdo bo prej skočil, kdo ne bo, ful dobro. To je res v bistvu, tako ste povedali, poseben občutek, ne samo za gledalca na stadionu, ko je res poln 50-60 tisoč ljudi, tudi atleti v bistvu trenirajo, pa delajo za tiste trenutke, smrtna tišina, sploh ko je šprint, recimo. Ja, šprint, ja. Res cel stadion obnemi in potem sledi pok. In potem... Je pa sploh fajn spremljati atletiko v živo na novem stadionu. Ja, to pa je, ne, objekt pa imamo zdaj, ne. To pa res, objekt je vse pohvale vreden. Že prej smo imeli vedno najboljšo, najhitrejšo stezo v regiji, to je ostalo, imamo naravno danost, mariborski veter in pa seveda sedaj tribuna, pod tribuno dvorana, ki tudi organizacijo olajša, dviguje na višji nivo in res tudi omogoča treninge, ne, v zimskih časih. Absolutno, pa potem zimsko obdobje, jesensko, spomladansko, ko je res preveč dežja, ko je sneg, ko so prenizke temperature, v bistvu mi zdaj prvič lahko treniramo celo leto normalno, brez prilagajanja pa improvizacije. In zanimivo, zakaj najhitrejša proga? Verjetno ravno zaradi vetra, ker tartan je menda povsod enak, ne? V bistvu steza ni povsod enaka, ampak tudi rekel je skupek in kvalitetne steze in tega, kar nam prinese veter. Steza tudi je zelo hitra, se je izkazalo ob nekoliko slabšem vetru, tudi v drugih disciplinah, tako da ni pa samo za teke, naš stadion super, tudi za skoke in za mete, to je tudi lansko evropsko ekipno prvenstvo potrdilo. Objekt je 1A.
Bravo. Da ne bomo imeli samo enega v diamantni ligi, ampak 10. Malo me ima, da bi laufat šla. Ampak veš, kako razloži nese. to, veš, Sebastian. Rečeš, da nese po progi, veš. Ampak dejstvo je tudi, da proga ni povsod enaka, definitivno drži, ker jaz sem videl v Kopru, tam je plave barve, ne, zakaj, in B je bila luknasta, ko sem videl dejansko. Ne. Ja, trenutno je v obnovi, ta sanacija poteka in bo zelo dobrodošla pridobitev za Ja, absolutno, ampak bo pa na naših Poljanah kar nekaj vrhunskih atletskih tekmovanj, katera vse, v kakšnih nastopih vse bomo lahko uživali. Sebastianom Jagarincem takoj potem. V tem studiu danes gostimo Sebastiana Jagarinca iz atletskega kluba Poljane. Sebastian, še enkrat dobro jutro. Preden povemo o vseh velikih in zanimivih atletskih tekmovanjih, ki se nam v prihodnjih tednih obetajo na Poljanah, morda samo še to, marsikdo tega ne ve, ali pa tudi, če veste, je fajn to večkrat izpostaviti. Atletika je genijalen šport za gibalni razvoj sploh otrok. To je ena od najbolj, če ne najbolj kompletna v bistvu športna panoga. Tako je, v bistvu cilj vseh atletskih kolektivov pa atletike je, da se v nižjih starosti goji ta mnogobojski pristop. To pomeni spoznavanje več prvin, več disciplin, od šprinta, malo daljšega teka, skoka in meta, teka čez ovire in za razvoj otroka je to v bistvu najboljše, ker potem dobijo tisto motorično osnovo, ki jo potem v bodoče rabijo. Bodi si ostanejo v atletiki, bodi si grejo v nogomet, košarko, odbojko ali drugo panogo, ni pomembno, osnova, temelj se tu naredi in zato je tudi atletika. In zato kraljica. Tudi res priporočamo, kraljica športa, res je. Ravno iz tega razloga. In kje vemo, na Poljanah, ampak katere vse zanimive dogodke pa bomo v kraljici športa lahko v bistvu spremljali v prihodnjih tednih, Sebastian? Ogromno se jih bo zvrstilo, začeli bomo kar s to nedeljo, 17. maj. Čaka nas 17. mednarodni atletski miting, 12. memorial Ciglarič in letos tudi 24. memorial Stepišnik. Ta memorial se je preselil za letos v Maribor iz Slovenske Bistrice, saj je stadion v Slovenski Bistrici v prenovi in čakajo, da dobijo nov sodoben objekt, ki bo čudovit, tako da mi tudi vsi komaj čakamo. Na to se zadeva nadaljuje že naslednji teden. 23. 24. maj imamo na sporedu pester program, 2 dneva prvenstva Slovenije v mnogobojih, prvenstva Slovenije v štafetah in pa še en mednarodni atletski miting, manjši kot to nedeljo. Na to sledi 13. junija finale otroške atletike, to je Kids Athletics. Najboljše ekipe, najbolj uspešne iz regijskih tekmovanj se bodo pomerile v tekmovanju, to so tisti najmlajši, za katere pripravljamo prva tekmovanja. Potem pa sledi vrhunec sezone, 19-20. juni, državno člansko prvenstvo, res vrhunska atletika, težko boljše, bom rekel kar po domače. Vsi najboljši atleti bodo v Mariboru, spomnimo se lanskega evropskega ekipnega prvenstva. Ki je bilo izjemno, mimogrede, in čestitke še enkrat za organizacijo. Hvala. Tako da jaz mislim, da boljšega vabila kot to, da so najboljši atleti tukaj, gledalci, poslušalci ne potrebujejo. Potem pa se najboljši atleti vračajo 10. 11. julija, atletski pokal Slovenije, finalno tekmovanje, mnogi najboljši ponovno z nami, tako da v 2 mesecih se bo zvrstilo veliko tekmovanj in na vseh teh tekmovanjih bo marsikaj za videti. Absolutno. Vam Slovenska atletska zveza pa tudi Evropska kar puščata, da organizirate tu te največje mitinge in tekmovanja, ne? V bistvu pridobili smo neko zaupanje, tudi lani recimo, ko smo organizirali Evropsko ekipno prvenstvo, ni nastalo iz nič, seveda predhodni OFEM je k temu zelo pomagal, še bolj pa v bistvu infrastruktura, ki jo imamo, ker brez tega se tega ne more šiti, vsaj ne na najvišjem, visokem nivoju. Kar se pa zadeva domači tekmovanja, smo pa tista gonilna sila, ki sploh v sezoni na prostem izpelje in pa naredi največje število atletskih tekmovanj v Sloveniji. Bravo. Se veš, če hočeš, da je moraš priti Maribor. Točno tako. Od nekdaj je zdaj pa hvala Bogu tudi pri atletiki. To je dejstvo. Zelo veseli smo, da najdete to energijo in voljo in hvala vam, da to počnete in dajte še naprej, da bodo seveda vsa ta tekmovanja izpeljana brez napake, to ne dvomimo. In veliko uspeha in se seveda vidimo, kaj na Poljanah. Morda še samo to, Sebastian, kje vse najdejo, vse te podatke, poslušalke in poslušalci?
Vse informacije vezane s tekmovanji najdete na spletni strani atletskega kluba www.atletski-klub-poljane.si in pa na spletni strani tega našega glavnega mitinga www.meeting-maribor.com. Ja, miting Maribor. Mogoče še eno kratko vabilo za nedeljo. V Maribor prihaja evropska rekorderka v teku na 10 km, Klara Lukan. Bravo. V Mariboru bo tekla na 3000 metrov. Zraven je pa so na štartni listi mnogi drugi najboljši Slovenci, pa tudi tuji atleti. Obeta se nam, bomo rekli, festival atletike v nedeljo, tako da od 2:30 naprej. Pa še vreme. Pa še vreme bo, ja, pa še vreme bo v nedeljo spet, tako da. Tudi to smo se spogajali. Tako da bo. Ja, super, Sebastian, še enkrat prenesite vse čestitke od nam kolegicam in kolegom in ja, se vidimo na Poljanah. Hvala.